Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je. V današnji prav posebni oddaji se bomo nekako spomnili in obeležili 130. obletnico slovenskega planinskega vestnika, ki ga ureja že skoraj 30 letja Vladimir Habjan. Pred nekaj dnevi v Mojstrani v tamkajšnjem planinskem muzeju je potekala posebna prireditev, v okviru katere je Habjan predstavil tudi svojo novo knjigo v čast, lahko rečemo, legendam slovenskega alpinizma, ki so pred 2 letoma, 4 so še živi, tako imenovane mojstranške veverice, dobili tudi priznanja za življenjsko delo. No in ker smo ravno v dneh, ko se začenja slovenski festival gorniškega filma, že v ponedeljek v Cankarjevem domu, bo sledila tudi predstavitev knjige Mojstranške veverice in pa posebno predavanje. Sta dva od še živečih veveric danes z nami, to sta gospod Janez Dovžan in gospod Klavdij Mlekuž. Pozdravljena na domovini. Dober dan. Naj na začetku povemo seveda, da sta tudi Janko Ažman in Janez Brojan seveda del mojstranške četverice, ki se je v zadnjih letih kar pogosto pojavljala v slovenskih medijih. Nekatere stvari verjamem, da so gledalke in gledalci že slišali, ampak jih bomo danes ponovili za tiste, ki jih morda niso. Začnimo, gospod Dovžan, najprej s tem, da vas je bilo 6 na začetku, 2 sta že pokojna. Ampak ta druščina, kdaj se je vse skupaj začelo? Boljši odgovor bo lahko dal Klavdij na to, zaradi tega, ker je skupina 4, to se pravi Klavdij v vodstvu, Janez Brojan, pa Zvone Kofler in pa Janko Ažman, začeli s plezanjem že krepka leta pred nama z Mihom, to se pravi začetku 70-ih let, midva pa tam leta 66 do 70. Zato, Klavdij, ti razloži vaš začetek, impresiven začetek. Mojstranške veverice so začele nastajati že z našimi začetki. Prvi vzpon v hribe, to se pravi pri mojstranškem alpinističnem odseku, smo začeli mladi že leta 60 začeli plezati. Se pravi, kot najstniki ste se že skoraj upisali v alpinistični odsek. Ja, takoj. To se pravi 18-letni smo bili takrat, 17-18-letni, tako da prva skupina, ki sem jaz začel z njimi, so bili Zvone Hrastar, Rado Košir, Pavel Peternelj, Edi Borjančič. In mi smo takrat začeli plezati v Vratih. V Vratih je bil vsako poletje, je bilo planinski, alpinistični tabor, ki ga je vodil ponavadi Joža Čop je mu not, pa vodili so ga pa znani alpinisti iz Ljubljane, v glavnem Belač in ostali. No in takrat smo hodili not v Vratah, kadarkoli si prišel, je bilo na razpolago kakšen plezalec, alpinist, pa nas je popeljal v stene. Začel sem z Miheličem, Tinetom Miheličem, za prve težke smeri v steni, v bavarsko smer me je peljal, pa skalaško paladjo, pa so splezala tudi v stenarjo prvo šestico. To se pravi že leta 62, Kočevjeva smer v tej severovzhodni steni stenarja. No in tako fantje smo začeli zmeri po težjih vzponih, tako da so že leta 62 splezala s Koširjem Čopov steber, to je bilo že takrat za tiste čase kar dobra težka tura. Čopov steber še danes velja za eno izmed slovenskih alpinističnih klasik, ne? Takih karizmatičnih smeri, bi rekel. Zakaj pa, gospod Dovžan? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker je zelo znana pri nas v Sloveniji zgodba Jožeta Čope in Pavle Jesih. Takrat, takoj po vojni, to je bilo leto 47, je Čop v navezi s Pavlo sta skušala splezati to prvič, to smer. Čopov steber je značilni steber sredi stene, naravnost. Severne Triglavske stene. In v zgornjem delu, seveda je ta srednji del zelo strm, desno stoji Sfinga, ki jo tudi poznamo vsi.
Na levi strani se pa stena odpre kot amfiteater in so lažje smeri, na to stran vedno težje in to je bilo takrat pogumno dejanje v tem smislu, ker je bila stvar ta prava, to se pravi skoraj privisna v zgornjem delu, in pa ker je bilo treba tudi kakšno slovensko smer, to se pravi skozi steno se razprostirajo z leve strani bavarska smer, nemška smer, Prusik-Šalajeva, slovenske pa nobene in takrat leta 1947 je bilo to eno dejanje, ki je dalo vedeti, da smo to pri nas doma v Sloveniji. No, in zato je ta smer takrat bila kot ena prvih splezana po vojni, tako poleg težavnosti. Tudi prava slovenska smer. Točno, prava slovenska smer. Gospod Mlekuš, torej, bili ste aktivni začetek 60-ih let. Kje pa se začne potem vaše prijateljevanje in kako pridemo do imena Mojstranške veverice? Ja, to je bilo tako, vsak začetek, mislim, vsaka generacija je imela svoje skupino, recimo, smo hodili skupaj v hribe, plezali in ponavadi je tako, eden je vstal, ostali so prenehali, pa tako naprej, pa naslednja generacija je prišel spet kakšen dodaten zraven in tako smo se začeli nabirati. Za mano je prišel Janko Ažman, da smo začeli skupaj plezati, pa je prišel Zvone Kofler, pa je Brojan je bil že zraven, on je bil mlad, takrat najmlajši od nas, ampak je že zraven z očetom začel, on že zgodaj, je bil že 10 let praktično, ki je šel po slovenski smeri. Njegov oče je bil tudi gorsko-vodnik, in tako da je on že skozi bil v hribeh in pa se nam priključil takrat tudi hiter. Tako da smo začeli pa leta vmes, jaz sem bil že kandidat leta 65 za himalajsko odpravo za drugih, to se pravi tretja, ne, to je bila druga Kangbačen. Bil sem mlad, takrat 22 let in takrat nisem pa šel, ker sem šel v vojsko. To so bili zapleti čudni, takrat nisem mogel predstaviti to, ampak sem mogel v JLA, ne, in lepo. Ko pa pridem nazaj, sem pa z vso silo začel spet plezati, mislim, na vso dušo. No, takrat so se priključili že Janko pa Zvone, pa Brojan in smo šli leta 67 sem jaz šel v Bališke Alpe plezati z skupino, ki smo bili določeni za Kavkaz, ekspedicijo na Kavkaz. To je bil vodja Tonač, 7 nas je bilo, ker smo bili takrat z Rusi, nekaj konflikti so bili takrat. In nismo šli v Kavkaz, Kunaver je pa rekel, zdaj greste pa v Bališke Alpe in boste naredili tam okoli Cermata, je 28-4 tisočakov, boste za ta mesec šli, pa boste upravili prečenje vseh teh vrhov. Ampak kdo je financiral te ekspedicije? Takrat je financirala delno Planinska zveza, ne? To se drugače nismo mogli, kje denarja nismo imeli, takrat smo bili reveži, še in še no. Ampak šli smo takrat v Cermati, pa so s Tonačem so šli še naprej v Šamoni isto leto, tudi so takrat splezala v Driju 2 smeri, to zahodno steno Banjone, pa Bonatijev steber, pa probali smo v Balkarjevem stebru, smo probali 300 metrov, smo mogli nazaj, to je bilo leto 67. No in jaz pridem od tam v jesen, doma so bili pa Zvone, pa Janko, že na Špičen so plezali, čuda poletje, ne, težke smeri pa nas. In pridem v jesen, sem rekel, zdaj bo šla Zvone tam plezati, sem imel v mislih eno novo smer, direktno v severovzhodni steni Stenarja, to direktno našo Mojstranško Deretissimo. In Zvone tam sva naredila, pa tisto jesen še to smer, preplezala prvenstveno. In pol je pa naslednjo leto, ko sem jedel, da imam doma tako ekipo, jaz sem planiral že prej Balkarjev steber, ne, ker ta steber je en izmed zadnjih 3 problemov Alpa, ne, to so bile Eiger, Matterhorn pa Grand Joras. In vsi slovenski alpinisti so takrat štartali na ta breku. Pravite problemi, zakaj problemi? To so bili takrat znani problemi, že od leta pred vojno, recimo 30 let. A da jih je nemogoče preplezati ali da jih je težko preplezati? Takrat so bile še nepreplezane te stene, zelo težke. A ne? Tudi Eiger. Eiger je bil objektivno najtežja, a ne? Ker te imaš se vreme spreminjati tako hitro, to pada sneh. Govorijo se, da v severni steni praktično eni najstrmejših sten, najvišjih v Evropi. In Matterhorn, tudi severna stena,
pa Gran Žora. No in ta prvo je bilo pa izplezana Matterhorn, brata Schmidt sta že splezala že pred začetkom 32, 33. Ja. No in to sta dobila še celo v Münchnu 36. leta na olimpijadi zlato medaljo od Hitlerja takrat. To je bilo takrat velika reč, ne? Ok, če narediva kratek premor, gospod Dolžan, kdaj pa postanejo slovenske gore, ne? Pač človek, ko zre recimo v Martuško skupino gora, ne, severa, pa ne vem, v severo-triglavsko steno, če je nek laik, morda tudi, če je planinec, je to zelo mogočno. Kdaj postanejo stene premajhne doma? Naše stene, te, ki ste jih zdaj naštel, nikoli ne bodo premajhne. Nikoli v življenju alpinista našega niso premajhne, ker so ene najmogočnejših, še posebno Triglavska, tlele na vzhodnih Alpah, naših Alpah, to se pravi ena najmogočnejših sten, Špik enako, in smeri so zahtevne. Tako da se kosajo z avstrijskimi stenami, seveda je pa razlika v tem, da zahodne Alpe, tam se pa temu še priključi led in so te smeri in ledne stene rahlo drugačne kot tudi naše stene po zimi. No, v tem. Tako da samo razširjamo obzorja, samo razširjali smo obzorja in je bilo normalno, da takoj po tem, ko čutiš, da si sposoben, se oziraš naokrog in lahko rečem, da so te 4 veverice nama z Mihom v nadaljevanju, ko prihajava par let za njimi v aktivno plezanje in pa tudi v reševanje, ker smo takoj tudi vsi reševali. Smo takoj tudi vsi postali gorski reševalci, naše postaje v Mojstrani. Kot mladi fantje. Kot mladi fantje, seveda. To je bilo leta 68, na primer. Sem jaz postal. Oni že prej, tako kot je rekel, 63 let. Še to je problem, ker mi smo imeli takrat, praktično smo prišli zraven kot reševalci tudi in smo bili praktično priklopljeni. Sploh ni bilo takrat debate, da ne bi šel reševati, on se čist drugače. Kako pa si postal gorski reševalec v tistem času? Ja, čisto enostavno, takrat so te priklopili zraven in sem mogel praviti tiste osnovne vaje, pa osnovne vežbe reševalne, pa prve tečaje sem naredil, že pod Storžičem, že leta 61, mislim. Pa sem bil na Krešlju na enotedenskem tečaju, ki je bil en najtežjih tečajev takrat. Smo cel teden bili, da smo iz stene zjutraj dobil vodja ekipe, bi rekel, povsem ljudi, da v kateri steni, kakšna poškodba, v kateri smeri, in smo mogli štartati zjutraj do tja in prinesti ponesrečence nazaj do doma na Okrešlju. Ampak pravite, priključili so nas. Kdo vas je priključil? Priključil bi se sami, ker smo takrat pač pristali na to, da ker smo vedeli, da če plezaš, da lahko prideš tudi do poškodb, pa nesreč, da bo mogel nekdo te pristiskati v hribe. In tako, zato smo pa tudi to skozi izvajali naprej. Zdaj, če postali ste gorski reševalci zelo zgodaj v 60 letih, zdaj v knjigi Mojstranske veverice je moč prebrati, ne, da ste v bistvu pomagali vzpostaviti moderno gorsko reševalno zvezo ali pa saj postajo v Mojstrani. Kako je to izgledalo, recimo, ne vem, predtem v Mojstrani ni bilo takšne postaje, je vse skupaj bilo bolj fokusirano na Jesenice. Kje je postala potreba po samostojnem mojstranskem odseku prevelika? Ja, seveda, mi smo imeli najtežji teren, recimo Mojstrana ima dolino Kot, Vrata in Krmo in tam so najtežje stene. No, in pa tudi še takrat v celi Gornjesavski dolini ni bilo alpinistov, Kranjska gora, Rateče. Samo v Mojstrani smo bili alpinisti in takrat tudi so bile nesreče v Špiku, v Tamarju, kjerkoli v teh stenah smo mogli mi takrat reševati situacijo v stenah. Ne? Drugi reševalci so prišli do podsten ali pa na vrh, ker so bili pač starejši, pa niso bili tudi plezalci težkih smeri. Smo mogli mi upravljati vse te vzpone, to smo bili praktično zadolženi takrat za celo dolino. To je bilo neizpodbitno. Ampak gospod Ažman, kako je to reševanje izgledalo? Ni bilo helikopterskih reševanj takrat?
Ne, seveda ne. To je bilo vse s človeško močjo, to se pravi, je bilo treba celo akcijo reševanja speljati tako, da ni bilo še bolj riskantno, ali pa da niso kakšne nesreče nastajale. In prav to nadaljujem za Klavdijem, so morali v stenah, v težkih stenah, govorim, biti alpinisti izkušeni. Nemogoče je bilo namreč paziti na prijatelja zraven v steni, ampak smo bili sfokusirani na ponesrečenca. Torej, najmanjše število v steni je bilo reševalcev 8 do 10. To pomeni, da je bilo treba priti do ponesrečenca v steni, sredi stene, tam vse skupaj utrditi, narediti sidrišča in pol, odvisno od poškodbe, pripraviti spuščanje navzdol, če je bilo to logično, da je to v taki višini, da ni tik pod robom stene, da je normalno, da ga spuščaš navzdol. Varneje in hitreje. Drugače je bilo ga treba potegniti tistih par 100 metrov iz stene na... A je to danes sploh predstavljivo, danes, ko imamo helikoptersko reševanje? Seveda, zaradi tega, ker helikopterji rešujejo, kot vidimo, samo v vremenu, ki je primerno. Zdaj so sicer že nočne, tudi nočne reševanje je možno, ampak to je zelo redko. Ampak kot smo nedavno videli v Kamniško-Savinjskih Alpah, Madžara niso mogli reševati, dokler ni bilo vremena. Ja, zaradi tega, ker so bile razmere take, ker je pihalo, ker je bila megla, v megli se ne da. Slepo letenje je nemogoče in pa še poseben reševanje v vetru pa sploh ne. Ker na dolgih vrveh tam je spuščen reševalec. Lahko pa rečete, da je bilo takrat reševanje v gorah bistveno bolj tvegano kot danes, ali ne? Tvegano je zmeraj. Tvegano ni ta prava beseda, stvar je v tem, da se mnogokrat pri reševanju pride do položaja, ko si na meji, ko že presegaš tisto, kar imenujemo normalno tveganje, ampak pač enostavno ne moreš odnehati tisti trenutek. Tam je ponesrečenec, treba je stvar, prvo je reševanje ponesrečenca. Torej je tveganje na robu včasih. Torej se z tega vidika kaj dosti do danes ni spremenilo reševanje v stenah. Ja. Se tudi ne more spremeniti v tem smislu, ker tudi se vidite, da so tudi helikopterske nesreče. Ja, se tudi danes recimo imamo, zakaj, tudi če je helikopter, še zmeraj, kadar je slabo vreme, noč, nevihta, kadarkoli treba peš. Zato mora biti postaja, mora imeti zmeraj usposobljeno moštvo, ki je opravljeno, pripravljeno napraviti akcijo, upraviti tudi v slabih razmerah, v kakršnih koli. Takrat mi smo cele noči, recimo v Triglavski steni, celo noč spuščali dol človeka. Tako da nismo odnehali, v slabem vremenu, v megli smo prišli gor in po noči še dež padal, pa smo zjutraj bili pod steno. To je bilo nepar takih težkih akcij, pa človek živ prišel dol, ne prenešen. Tako da to ni bilo nikoli problem, ampak bilo je to dobro, da smo bili, en drugemu smo zaupali takrat. Mislim, točen svedel, kdo te ima na vrvi, da te spušča, da si bil 100%, da te bo držal, ker smo se poznali med sabo in tudi s tem plezanjem, smo težke smeri, smo bili tako verzirani med sabo, da sploh ni bilo dileme pa ugibanja ali ne bo. To je bilo važno, ker ljudem, ki si jih poznal, si zaupal. Če pa zamotujemo človekam prvič v steni, pa ne veš, kakšne sposobnosti ima. Še nekaj anekdot imate, pravite, sodelovali ste pri organizaciji tudi že zgodnjih smučarskih skakalnih tekem po vojni, lahko rečemo tekem na Vitrancu, bili ste reševalec zraven že v Planici. Ja, to je bilo že, jaz sem že začel leta 61, sem bil prvič poslan z mojstranško reševalno službo, takrat pod skakalnico v Planici, takrat je bil državno prvenstvo v klasičnih disciplinah, teki v mojstrani, skoki v Planic. In smo že prvič, to se pravi, drugo leto sem bil praktično pri GRS, zraven že član, in sem že prvič čul na to akcijo. Smo imeli gor na skakalnici, že ko je ta prvo, ko smo prišli gor, se je
podrli balkon na tribuni, da smo ko imeli 30 otrok, so imeli razne poškodbe. Tako da smo že ta prvi korak, ki je bil naslednji, sem pa težko reševalno akcijo 63. v Stenarju, tudi nočna, češkega alpinista, ki se je posrečil, smo ga mogli tudi dvigati gor iz Zbrojanove smeri raza na vrh prvega vrha Stenarja in se po severni steni spuščali dol do celo noč. Tako da je bilo že takrat moja ena najtežjih akcij. Spomnim se, ko so bili starejši reševalci, jaz sem bil najmlajši takrat in sem mi zaupal od zadaj, da sem vse spuščal, vrval po vrvi, pa na zadnje zabul klin, pa naštimal vrv za abzajlane in pa pospravil od zadaj. Tako da so mi že takoj pri prvi akciji zaupali, da so vedeli, ker sem prej splezal že težke smeri, tudi čopov stebr pa to in so vedeli, da imamo zdaj dobro ekipo. Zdaj, če se vrnem k prejšnjemu vprašanju, še nismo prišli do teme, ker imamo toliko za povedati oziroma do razkritja, pa vendarle, Mojstranške veverice, samo ime, ne? Kdaj, kako, zakaj? Ja, Mojstranške veverice smo pa takrat, nastali ali kakorkoli se spomnili na to, smo šli prvič v Dolomite plezati, v Cortino, pod Tricine. Katerega leta je to bilo? To je bilo leta 68, to smo šli, takrat ni bilo prevozov, tako kot je danes, ne. Tudi nismo imeli svojih avtomobilov, najeli smo prijatelje, da so nas odpeljali tja pod Cine in nas tam pustili za en teden, pa čez en teden so nas prišli iskat. Aha, vi ste plezali 3 cime, namreč danes trume turistov sprehajajo okrog po parku. Ja, mi smo plezali te severne stene, takrat to so bile najbolj interesantne, še danes so za pogledati previsi severne stene. Ja. No in tam smo začeli težke vzpone. Takrat je bil tudi že Janez zraven, čeprav je Veverca nastal pozneje. To bom povedal zgodbo, kako je to bilo. Bilo nas je 5, takrat mi 4 pa Janez, to se pravi 5 Janezov pa jaz je bilo takrat. Zvone Kofra, ja je bil tudi Janez, pa Janko je bil Janez, Brojan je bil Janez, pa Janez je bil pa jaz, pa še Janez Hrovat je bil takrat snemalc, pokojni iz RTV Slovenija, ki je bil takrat tudi z nami, ki je bil pozneje snemalc na televiziji. Ne. Z njemu smo skupaj pri vojakah, a ne v vojski, in tako sem ga takrat seboj vzel, da je malo slikal tam okoli fotografiral. No in pa smo tam splezali ne težke smeri, severne stene, velike Cine prvi, super diretissimo, direktno po severni steni, to je 300-metrski previs, pa 200 naravno zgor, sla plezala Janko, Ažma pa Zvone Kofra, levo gre ena direktna smer, Kamiloto Pelisier so plezala z Brojanom, Janezom. No in potem smo plezali še Dibonov raz po levi strani, pa so z Janezom tle dolžena so plezala Projsovo poč, se reče v Pikolissimi, ena taka smer prosto plezana. Se pravi, koliko časa ste bili tam? En teden. No in pa nazadnje najtežje smo pa... A vsak dan druga smer, ali kako? Takrat je bil, to so zgodbe dolge, to je bilo govorili cel teden. Takrat smo plezali brez pasov še plezalnih, sploh nismo poznali plezalnih pasov. Takrat smo imeli navezan na vrv, bil okoli pasu in visot in 2 dni tam v steni, z bivakom ponavadi je bila vsaka taka težka smer in viset 2 dni, da te boli vse tukaj čez ledvice, tako da drug dan praviš, nagrem več not, a ne za en teden, ja kje, naslednji dan greš spet. Spet, ja. Ampak se je dalo, ker ste bili mladi, ne? Ja, seveda. Ja. Pa ta zadnjo smer smo preplezali, to najtežje, v zahodni Cini raz Cortinskih veveric, ta ogromen previs, ki je 45 metrov čez. To je bila ta zadnja češna, na torto. In ko nazaj se vračamo, gremo v Cortino, pogledamo si mesto, španciramo, tam vidimo pisarno Mojstranških veveric, tam so imeli ta pulover, pa slike, so imeli rokave, na levo rokavo veverico in smo rekli, pismo, to bomo pa mi tudi si dali, a ne. Eno tako enoto, bom sestavil na tako skupino, tako, vsi spontano se je to rodil, ne da bomo uradno naredili to, ampak kar tako. Pa koga ste sprejeli med veverice? Ne vem, zdaj vas je bilo 6, ampak plezali ste z več fanti, ne? Takrat smo bili 4, a ne. Ja. Janez je bil tudi, ampak on še ni imel težkih smeri splezanih, ni plezal tam. Ga še niste sprejeli med sabo? Ker bilo je bil tak dogovor, To je bilo samo formalno. da splezamo super 2 težke smeri v tujini, pa nekaj 2 ali več v Sloveniji, a ne doma. Težkih smeri.
Tisti, ki bo to upravil, bo pa postal veverica. Mi smo takrat 4, takrat to naredili, Janez še ni. Janez Pa je Miha pozneje, tudi še ne. pa Miha tudi ne. Zdaj pa vam Janez je pa pozneje, ko je šel v Yosemite, v Kapitan, sta šla z Miha, kot prva Slovenca sta tam plezala v tej čudoviti steni. Mislim, Kdo? Janez in Miha Smolej, ne? In takrat so one dva tudi pridobila ta naziv. Se pravi, bili To ste je v bilo leta Yosemitiju, 73. Ja, v Yosemitiju leta 73. Leta 73, Ja. ja. Pred 52 leti. Danes so o Kapitanu posneti nenavadni filmi, Free Solo. Ko gledate za nazaj, kako je bilo takrat plezati Noro. pred več kot pol stoletja? Takrat, pred pol stoletja, so bile tiste prve smeri splezane Royal Robbins, Czech pred Tom Frost, stare komaj par let, ker so tam leta 58, 60 je bil splezan, je bila ta znamenita smer splezana nos, ta direktni nos El Capitana, stik dveh sten, južne in pa zahodne. No, in takrat smo bili mi, naša luštkana skupinca, 6 alpinistov, 2 iz Kranja, Nejc Zaplotnik tudi zraven z Kranja, pa 2 iz Tržiča, pa Jades Gradišar iz Kranja, pa 2 Tržičana. To sta bila Lončar in pa Srečnik, Janez Lončar in pa Dušan Srečnik in pa midva z Mihom. Smo naredili eno žepno odpravico s pomočjo naših rojakov v San Franciscu, v Palo Altu. 2 profesorjev, 3 profesorjev, Dekleve na Berkeleyju, pa Kovača, Tončka Kovača na Stanfordu in pa Dekleve, Rodeta, Francija Rodeta, Hewlett Packardu je bil glavni inženir za razvoj. No, to je bilo fantastično. Že to, da smo videli Silicijevo dolino in te univerze in to tovarno Hewlett Packard, je bilo super, kaj še na stenah. Kako pa je bilo pred pol stoletja v Yosemitiju? Jaz, ko sem se tam vozil novembra, 4 pasovnice gre skozi park. Ne? A je bilo takrat težje priti v park? Zaprto je bil park je bil zaprt in si mogel, ali si šel na Gilman's Point zgor, pa si gledal na vzdolj, to, kar ste sigurno šel pogledat, ali pa na vhodu si pustil avtomobile in je peljal en avtobus čak majhen noter v dolino. Takrat je komaj mogoče ena naveza na teden splezala skozi steno. Bilo je ne 10 smeri. Zdaj, ko ste bili, je tam 100 smeri, je tam 1 milijon obiskovalcev. Je pa res, da je Yosemite, kot ste videli tudi tam, zdaj je zaprt. Je pa tudi eden najstarejših zaščitenih območij parkov, ker je bil že leta 1864, ga je Lincoln označil kot park in je še vedno simbol s Half-domom. Ampak takrat je bil to velik uspeh slovenskega alpinizma, kar je vam tam uspelo. Ja, prvi smo bili. Ta naša odpravca je bila prva, mi dva z Mihom smo šla tudi prva v steno, ker je bila ta ameriška oprema, takrat se je to plezalo drugače, takrat se je zabijalo kline in je en vzpon čez dno trajal 6 dni, 7 dni, vsa te sta plezala v naslednjih dnevih. Opreme smo imeli samo za eno ekipo, za 2, ker smo novo morali kupiti. Naša odprema, ki smo jo nosili s sabo, naši klini, kroparji so tam odpovedali totalno. No, in zdaj pa, kot ste videli, pa splezajo to v parih urah, to smer, in posname film Alex Honnold, ki je fantastičen, Free Solo. Torej se pleza prosto in tudi že naša Martina Čufar je pred leti, že leta 10, splezala nekaj težkih smeri na modern način, s frendi in pa brez zabijanih klinov v plezalkah. Mi smo bili takrat še z Vibramom spodaj, s čevlji, normalnimi čevlji in razlika očitna. Skratka, vi se vrnete iz Dolomitov, dobite pa tudi svoje poloverje, veverice, ne? Kako? Jaz se takrat, kot sem povedal že, ko smo se vračali nazaj domov, smo pač si zamislili to
zgodbo, da bomo postali veverice in ko smo prišli domov, je takoj mama odbrojena začela štrikati na roke puloverje, ki so nam na lev rokav spletli z veverico in pač pa smo mi intenzivno plezali. Govorimo seveda o Janezu Brojanu, ne, da bo jasno, enemu izmed vaših članov, ki je bil potem, mislim, da 4 stoletja tudi šef mojstranške sekcije. Ja, poznaj je on bil gorskih leta reševalcev. 72 naprej, mislim, da je pa 26 let bil načelnik postaje in je še zdaj delujoč pri postaji, tudi pri tej, on je napravil tudi ta priročnik za reševanje, vsi smo bili pa takrat reševalci letalci, tudi smo naredili pod leto 72, smo tudi reševali pa z helikopterjem, kjer je bila potreba, takrat je začel helikopter delovati in Brojan je bil pa zadnje tudi po tej nesreči na Okrešlju in tudi pa je napisal ta priročnik za reševanje s helikopterjem. No in pol od takrat naprej, še zdaj on sodeluje zraven pri tej vaji, mislim pri vajah, teh vsakoletnih vajah gorskih reševalcev, letalcev. Dotaknimo se še malo strehe sveta. Zdaj plezati v slovenskih Alpah je eno, nekaj drugega verjetno v Dolomitih, pa v najvišjih stenah zahodnih Alp, ne? Ampak tudi El Capitan recimo je nekaj posebnega, ampak a je Himalaja za alpinista tisti končni cilj, gospod Dovžan? Končni cilj, za alpinista končnega cilja ni, ampak Himalaja je pa tisto, kar pomeni za športnika, za atleta olimpijske igre in pa medalja, tako za nas pomeni en himalajski vrh, kaj šele, če je to 8000. Kdaj se začne vaša epizoda o Himalaji? Epizoda se je začel recimo leta 1969, jaz prvič na Napurno 2 z ekspedicijo in to je sistematsko naša skupina Veverce, smo sodelovali že od 69. Sem bil jaz prvič, pa so šli v Karakorum, isto Ronald. 71. leta. 71. leta, Brojan, Ažman, Kofler, pa 73. 72. leta. A 72. Je šel Janko pa Brojan na Makalu. Ja, točno, Janko pa Brojan na Makalu, 73. Janez pa Miha Smolej El Capitan. Na Elka pa Kangbačen. 74. Da je bil Kangbačen, sva bila Kangbačen, in pa 75. je bil ponovno Makalu, to se pravi spet Veverce sodelujo, sta bila Janez pa Ažman in takrat že recimo 72. je prvič prišel Janko najvišje. Takrat so postavili tabore do 8000 in Janko je že takrat prestopil mejo 8000. Aj bo Janko Ažman Janko Ažman še ena izmed mojstranskih veveric, prvi Slovenec, ki se je dvignil nad mejo 8000 metrov. Ja. Drži. In takrat sta s Maticem Maležičem takrat v taboru pristopila 8200, 8300, nekje tam. No in pa naslednjo so pa šli z drugo leta 75, takrat so pa uspešno postavili tabore in prišli do vrha. Takrat je prišlo pa 7 na vrha, to se pravi Janko, Šraub pa Marion sta prva prišla na vrh, ker so bili, takrat je bil že Janez zraven pri tej prvi ekipi, ni šel zaradi tega, bo povedal, ki je ukvarjen kisik bil, ni bilo ventil, crknil. Ventil za kisik, tam so bili te problemi. In pa je pa takrat prvič prišel tudi vsa ta skupina 7 alpinistov na vrh. To je bil prvi slovenski ali pa 8000 jugoslovanski. To se pravi Himalaj. To so bile vse te zgodbe. Začeli smo Grand Jorak kot prvi Slovenci, v Cinah, te težke meseri, pa je v El Capitanu, pa je v Himalaja, vse te špice so se dogajale v teh letih, v teh 15 letih. Ampak, ko govorimo o Himalaji, kako zahtevne so te ekspedicije bile? Ne vem, kakšno tveganje je bilo, da se ne boste vrnili in koliko ste bili pripravljeni tvegati? Ja. To je pa zdaj to. Ja, tam smo natančno, vsi smo vedeli, da je Himalaja, to, kar zdaj že poudarjamo, in da je višina tista, ki ti narekuje tveganje.
To se pravi, treba se je aklimatizirati, treba se je pripraviti, fizično moraš biti dobro pripravljen, pa tudi psihično je treba biti dobro pripravljen, ker vsi smo točno bili seznanjeni s tem, da nad 8000 metrov ni reševanja. In če spremljamo zgodovino reševanja, so se vsa ta reševanja, ki so se dogajala, so se nižje dogajala, da 8000 ne. Ja. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je ta riziko, tveganje prevelik. Za reševalce? Za tiste, seveda, ki naj bi se dvigali in tega reševali. In tudi zato, razen če ni stena takale, nad 8000 nismo bili nikoli navezani. Smo bili vedno tudi v enem razmaku, tudi zaradi vetra in zaradi plazov, da vzame samo enega, ne vse. Ne pa dva. Za reševanje smo pa natančno vedeli, da to ni to. Tveganje... A so plazovi tisti, ki so predstavljali največje tveganje? Ja, plazovi zdaj spet odvisen od stene. Naprimer, na Kangbačnu so bili pa res tisti plazovi, ko se utrga serak in tone zgrmijo proti tebi. To je nekaj drugega kot v Makaluju, ki pa stena tako strma, da takih močnih plazov ni. Razen takrat, ko sneg zapade, ampak takrat pa ne greš v steno. Zadnjič sem gledal en dokumentarec, recimo, ko govorimo o K2 in drugi najvišji gori na svetu, bottleneck, Točno. Možnost, da ga preplezaš 50-50. Kako iti v smer s tem občutkom, da se pa morda ne boš vrnil in da obstaja res velika možnost. Verjetno tako tveganih smeri niste plezali, pa vendarle. Seveda smo. To je tako, ampak tako kot sem že rekel, pri reševanju je tudi tukaj stvar ta, kje je tvoja rdeča črta. Ker ta rdeča črta je v bistvu v glavi. Tam se jo da preseči, ker fizično je človek dosti močneje. Če vzamete neandertalce in vse tiste, so bili neizmerno močnejši kot mi. Ampak vse se dogaja v glavi. In tudi tam v tistih razmerah, tako kot že rečeno, lahko presežeš. In ta riziko, tveganje, meja tveganja se dviga. Je vedno večja, za enega normalnega je tukaj, za enega, zanj so rekli psihopata, je pa dosti je pa neizmerno višje. To se pravi, to ni zavestno tveganje, daleč od tega. Nihče od nas ni samomorilc, daleč od tega. Vsi cenimo življenje. Ampak ste pa na poti iz Himalaje, mislim, da izgubili enega od veveric. Ne, to je bilo na poti iz Karakorum. Hindukuša. Takrat se je ponesrečil v prometni zvone Koflar, če smo zgubili takrat. Skratka, ne na gori, ampak v prometni. Ne na gori tudi. To je žal bilo tako tragično, da je na poti umrl nazaj grede. No, ampak prej sta z Janezom debatirala okoli temu. Na to višino, nad 8000 je res brez kisika, praktično Janez je preživel gor to zgodbo, to je bila največja zgodba v zgodovini. Je bo povedal, ja. Da je rešil tega svojega prijatelja nazaj dol po 3 dneh, brez kisika, to je bilo takrat skoraj nemogoče verjeti, da je to res. A to govorimo o Makaluju, gospod Dovžan? O Makaluju? Ja, to govorimo o tej najni zgodbi. Lahko na kratko še enkrat opišete? Ja, ta zgodba ne morem čisto na kratko, zaradi tega, ker zgleda, kot da bi svojega prijatelja zapustil, ampak daleč od tega. Stvar je bila taka, tako kot si povedal, Klavdij, da smo v navezah, 3 naveze, 2 navezi, v glavnem smo bili 4 naveze in 3 naveze so skozi 10 dni se vzpenjale že po fiksnih vrveh, ker cela odprava v steni je trajala 45 dni in sukcesivno, tako vsi poznamo, kako se gradijo ti tabori v steni in se napenjajo vrvi. Čez celo steno je bila napeta vrv, 3000 metrov, 3500 metrov, do višine 8000. Na 8000 metrih smo skopali eno poličko, ker je bila stena 60-70 stopinj tam, in tam je bil majhen šotorček,
In v tistem šotorčku so se naveze menjavale. Ko je prišla naveza na vrh, to se pravi, preden je štartala, je prespala, pa je šla naslednji dan na vrh, se vrnila in šla v tabor 4. Naslednja naveza je pa takrat v petki, v enem šotorčku majhne, dva moža sta prespala, pa šla naslednji dan gor. Stvar je bila taka, da sva mi dva z Zoranom, tako kot je Klavdij rekel, sem jaz odstopil takrat, ko smo bili šraufom, mi trije in pa z Marjonom že na vrhu, na petki, na 8000, je crknil en ventil, ko smo probali, ko smo prišli do gor kot prva skupina in sem se jaz vrnil čez celo steno dol, sem rekel, vidva sta od leta 72. Od leta 72 in njihova zasluga teh iz leta 72 je bila, da smo tako uspešno to steno, drugo steno, sploh v Himalaji, splezano premagali, ker so ti fantje natančno vedeli. Oni so vedeli, to je bilo neverjeten, kje je klin zabit. V mogočni steni brez konca. Tako. In ko se jaz vračam nazaj dol, sem srečal čez celo steno, ona dva sta šla na vrh, Marjon brez kisika, na vrhu zgodbe, ki jo vsi poznamo že. No in ko se jaz vračam nazaj dol, sem srečal naveze, ki so šle za prvo navezo, na vrh. In uspešno to uredili. Jaz sem pa spodaj izprosil Aleša, še z Zoranom sva bila dol, kot zaščitnica v prvem taboru na višini 6000 metrov, 6300, nekaj takega. No, in naj je pusti. In na koncu gor, ker je bil še vreme, mi dva šibava dan za dnem, 3 dni, da prideva do 8000, takrat se pa vračata Vikl in pa Ivč z vrha. To je bila prva skupina, ki smo vsi 4 ostali v majhnem šotorčku. Takole, 2,5 metra dolgem in 1,20 metra širokem. Kaj, na polički? Dvojčki, ja, tak šotor. Ampak to je bilo nekje na skalni polički, ali ste imeli... Ja, poličko smo skopali v led. Tako oska, vse je bilo na steno je bilo pretrjeno s klini, spodaj je bila luknja, 3 kilometre. Ste reševali vašega prijatelja, ne pravi? Ja, zaradi tega, ker smo prespali še na zgodbo prej, jaz sem se vrnil po eno bombo popoldan, ko pridem nazaj gor, so bili pa 3 že noter so spali. In jaz nisem se mogel kam uležiti, pa sem bil pred dverjo. Zakaj sem šel jaz naprej? Vse to govorim samo zato, da razumete, zakaj sem jaz sred noči štartal, ker sem bil napravljen komplet, samo da res nisem v gor. Lučko sem si dal na čelado, ker sem komplet napravljen. Vzel rukzak, vzel bombo s kisikom, si dal masko gor in rekel Zoranu, tam so spali, mrtvi, sredi noči. Ne morem več dihati, ker nisem mogel na 8000 brez kisika. Takole sem bil stisnen, šotor je pa zasipalo. Pršni sneg je skozi zasipal šotor in ga nagibal navzdol v lukno. No in jaz štartam in grem, Zorana pa ni bilo za mano. Jaz pridem ob 12 na vrh, Makaluja, v enem vetru divjem, po enem ostrem razu, tam v glavnem nisem vedel, ali me bo odpihalo ali ne. Tako je to pihalo, noro. Ampak se takoj obrnem, gor na vrhu samo slikam, naokoli se takoj obrnem in grem dole in spodaj na francoskem razu srečam, vidim Zorana. Se šele vzpenja ob enih popoldan. Ko pride do mene, gor, ko smo skupaj, ker je bil rast tako oster, da ni bilo možno, da bi stal zraven, je Zoran ni hotel navzdol. On je rekel, jaz se počutim v redu, jaz grem zdaj na vrh, prav. Na vrh in fertik. Vzamem njegovo, mislim, on je mu radijsko postajo za oba, vzamem radijsko postajo, pa pokličem Aleša vodjo, Aleša Kunaura v bazo in mu rečem, kaj ne naredim z Zoranom, Zoran noče nazaj, glej, je rekel, nazaj more, ampak ni v Bogu, Zoran ni v Bogu, tudi Aleša ni v Bogu, ni še gor, jaz se vrnem v šotorček, sem rekel, Zoran bo prišel za mano, ni ga bilo, zvečer ga ni bilo, na 8000, vsak je bil samo eno bombo, eno jeklenko s kisikom, tisto traja par ur, pa je fertik. In sem rekel, konc je,
Zoran je gornik, je ostal, grem naslednji dan, čez noč, sem v šotorčku, zjutraj se spnem po enem ležišču, 50-60 metrov, pa je pa težek kamin, 50 metrov, kjer je bil napeta vrv, čez ledišče pa ne do šotorčka, pa grem po policiji, pa se spet uspenjam nazaj proti stiku obeh grebenov, proti vrhu, ampak Zorana ni bilo. Se spustim nazaj dol, sem rekel, Zorana je odpihnila, Zorana ni več. Stvar ni bila taka, jaz prespim še tisto, popoldan, sem rekel, Zorana ni več, še enkrat, zdaj še prespim, pa grem navzdol. Zoran je ostal gor. Zvečer pa slišim, Janez, pomagaj. In je bil tam nad vrhu kamina, 100 metrov visok, na 800, je bil Zoran skrčen gor. Kako je on preživel, brez vsake opreme, nobene bivak opreme ni imel ničesar na 8200, ker on je čez noč vstal više, kot sem jaz ta dan uspel priti do grebena 850 visok. Ne? Pojma nimam, kako je on to preživel, brez vsega. Jaz sem bil v šotorčku, ampak pa brez kisika. In potem sem mu pomagal tam dol, sem ga spuščal na vrvi, čez tisto ledišče, odsekal sem vrv, pa sem ga spuščal na ledišče in potem sem se celo noč trudil, da bi me užil v prste, nisem ga upal vsleči, nisem mu upal dati škornov dol, ker je bilo to na 8000, minusa še in zjutraj ga pa nisem mogel pripraviti, ni hotel dol. Je rekel, jaz jih slišim, že prihajajo na pomoč, vsa stena je bila prazna, vseh 3000 metrov ni bilo nikogar po šotorčkih. Ja, on je bil skozi rahlo premaknen, tudi po noči je fantaziral, jaz pa tudi že, ker je bila to že druga noč gor, tretja noč. In pa so še 2 dni spuščala čez celo steno po teh brveh, je bilo hudo napeto in spodaj so pa prišli še je prišel Stane Klemenc, ampak Janko Ažman je prišel navzgor, pa Damjan Meško, doktor na višino 6500-6800, hvala Bogu. Skratka, rešili ste vašega kolega na koncu. Ja, pa k sreči je bila še ena bomba, med trojko in štirico, med štirico je bila še ena bomba in tista kisikova bomba ga je rešila. Mene pa tudi. Gospod Mlekuš, kako pa so na te vaše podvige gledale vaše družine? Ja, se takrat še nismo imeli praktično družine. Ja, imeli ste pa starše, vsaj. Ja, starše, sploh niso vedeli, kje hodimo, takrat ni bilo telefonov tudi. Recimo, jaz sem bil leta takrat v Šamoniju, pa v Cermatu, en mesec pa pol, pa sem pisal razglednico enkrat vmes, kje smo sploh noben ni vedel, kje hodimo, pa kje plezamo. Ni bilo telefonov. Tudi na Himalaju, kadar šel zbil zavestnost, si vedel, niso rekli direkt, če boš tam koncu vzel, boš tam ostal, noben te ne bo domov spravil, s to zavestjo šel v Himalaju, da ni bilo to, pa nobenih problemov. No pa še to, Janez, ta zgodba, ki jo Janez naredil, je to znana v alpinističnem svetu, da je to skoraj nemogoče na tej višini toliko cajta preživeti. Tudi Janez se je zmeri zafrkal, da je zato, ki je pač tak švoh, da je zdržal to. Jaz sem mu naprimer na višini 7100, takrat sem bil na Himalaji, na Napurni 2 sem dobil višinsko bolezen, in sem mogel nazaj v bazo dol, čez en teden sem se spet k sebi prišel, pa sem šel spet nazaj na to višino pridem. In takrat je bilo, tudi po tem, ko sem jaz Himalajo nehal, bil sem že dosti star, sem rekel, zdaj bo pa treba to zgodbo zaključiti in bo treba ustvariti si dom, pa družino, pa naprej šolanje in tako naprej, da je bilo to. Sam dodajam, Klaudijovo, mojo zgodbico, kar se tega tiče, švoh, švoh, ampak ko se hvalim tam v bazi, da hvala Bogu, višinska bolezen je pa zame skoraj neznana, res, komaj me je kaj glava bolela, kakšen dan prej je, kaj še le zgoraj nič, sem bil čisto okej.
Pa prav, prijatelj, prav. A veš, kaj je to višinska bolezen? Ja, sem rekel, to je to, ker ti zaradi pomankanja kisika ti utečejo možgani. No, je rekel, če imaš pa majhne možgane, Je pa manj pa problem. je pa v Ljubljani dosti prostora, drži. Ampak kje je tista točka, ko imaš teh podvigov dovolj in rečeš, zdaj pa imam dovolj teh podvigov, se bom raje ustalil, pripovedoval te zgodbe, pa morda splezal kaj doma, še za užitek. Ne, se te zgodbe ni. A to kdaj Te pride? točke ni. Jaz tudi takrat nisem nehal v hribe hoditi, pa takrat sem nehal s takimi vrhunskimi vzponi. Ja, pa kdaj je dosti s temi vrhunskimi? Naprej sem pa še sodeloval še do zdaj, a ne? Skozi je aktiven. V akcijah. No, še tudi eno tako zgodbo sem mu jaz pozneje, po leta 93, smo šli pod južno steno Annapurne, smo šli z ekipo Goren ljudje, z Marijeto Keršič, pa z Janezom Hrovatom. Jaz sem bil takrat zraven kot spremljevalc, pa kamero sem prenašal, beta kamero, 19 kil, pa tudi gor na 6-7 tavžnic, skoraj visoka, ne. In smo tam, takrat je bil načrt ekspedicije, da splezata Franček Knez pa Slav Svetičič, južno steno Annapurne, ki je tudi taka 3000 metrska stena, taka divja stena, takrat še ni bila preplezana. In sta te dva, da bo ta v alpskem stilu prišla gor. In mi smo takrat bili povabljeni zraven, ta vodja ekspedicije Matjaž Pečovnik nas je povabil, ekipo Goren ljudje, da bomo snemali. No in gremo v Himalaj in takrat se je pa naredilo to, da je Slavc, Knez je zbolel takrat, je imel neke srčne težave, je šel nazaj. Slavc je pa sam se odločil, da gre in je pa šel v steno. Spremljali smo ga gor na ABC tabor, to se pravi na 5000, tam je zgornja baza. In Slavc je tam štartal po noči, a ne, je rekel, da bo po noč plezal, ker ta stena je južna in začne, čim sonce začne že v 4 zjutraj na vrh, se šibajo skale dol, leti, to je noro, kot iglišče je. No in kaj se je naredilo? Po noči Slavc pleza, tisto noč je bila čista od juga, tako da je potoček zraven šotora, ni nič zamrznil, po noči jaz nisem mogel spati, pogledam v steno, zjutraj ob 4 vidim lučko, da pleza, ne. Zdaj, ja, Slavc je gor, gre, no in zjutraj se zbudimo, smo bili zgorjeni ob uri, da se slišimo po radiju, se usedem, gledam v steno, nikjer nič ne vidim, ura je bila zjutraj 7, ne se ne oglasi, ura 8, nič se ni oglasil. Po radiju ga kličeva skozi Matjažem. Je bila ura tam 8:30, se pa oglasi, pa prav, čist tako kar polomljen. Ker bi ga Valer povozil, je rekel, jaz sem tlele od spode nek po steno, je rekel, nič ne vidim, ne vem, kje je meni plas odnesel. No in pa jaz ga hiter, sem rekel, ti Slavc imaš kisik v rukzaku, majhno flašo, kisika, vzem si kisik ven, pa si dej, da boš nadihal vse, da boš k sebi prišel, a ne. On je bil verjetno kakšne 2 ure v nezavesti. No in polk je taki rukzak zame z hrbta, in mu pa navezan na vrvi, 2 vrvi 8 mm, 60 metrov, da in on je pa ustavil se glih pred eno razpoko, tako 1,5 metra pod njemu je bila taka razpoka. Kaj je plas pa nesel glih čez ta prvo krajno poč, pa na ledenik šek, in tam se ustavil in tam leži takole, glavo je mu takole premaklo, ki je mu vretenc poškodovan vratni. In takrat, ki ta na hrbtni snema dol, mu je z roko šel, pa je padel, čupal razpoko not, tako da je visel not na tiste štrikah. Mi dva prideva do njega gor, pa čez 4 ure, a ne, ker se je javil iz tega zgornje baze, pa je bilo 4 ure, približno so hodila po ledeniku gor, da so prišla pod steno, da so ga tam najdva, prideva pod steno, tista plazovina, grbina, sta pa, kje si Slavca, ne, ne vidvate, pa daj roko dvigne in dvigne roko, takole ven, pa ga v sred tistih kep, takole gor, 100 metrov više, pod steno, te že vidva, šibova do njega, tam nam moraš hiter je že 8000, ne 86. No, prideva do njega, vidim takole razpoka, sem rekel, samo primir bo Slavc, a ne, in skočen čez, pa zabijen cepin, pa ti štrk njegov uvijen, da ga prevežem, pa so pa rukzo potegnila iz te razpoke, vsak na en stran, ven in Slavca, seveda je imel vratno vretenco poškodovano in
ga takrat dam za silo palce odzad, smučarske ujemo kolorata, ga fiksiramo glavo lepo, tako gor, ga sprava na noge, hodi lahko, ne, in čez razpoko, pa dol gremo po ledeniku, lepo. Jaz pridemo, hodim gleda v stopinje moje, ki sem tako mogel navezan, smo bili tako. In gremo en za drugo čez tiste mostičke, to je bilo grozljivo. Jaz sem rekel, če bomo mi tam noč mokalni, nas noben Bog več ne najde. No in pridemo do tega bazenga zgornje baze, tam prespimo noč in naslednji dan še dol do spodne baze, to se pravi še na 4200 in Slavc pride dol s to fiksirano glavo in od tam ga je pa helikopter odnesel v Katmandu. Takšnih zgodb je verjetno še kar nekaj, gospod Dovžan, ampak mislim, da ste plezali tudi kasneje še, ne? Ko ste že imeli družino, kako so takrat gledali na kakšne vaše podvige, na bolj izkušena leta? Takrat moram reči, kot je tudi Klavdij že rekel, smo prenehali z ekstremnima. Ne? Še sem plezal, tudi ko je bila družina, smo organizirali eno odpravo v Južno Ameriko, takrat v Peru, v Kordilero Vajuaš. No in tista stena je bila pa tudi, smo splezali eno prvenstveno smer, to je bila naša odprava, naš klub, alpinistični klub Mojstrana, dol je Mojstrana. In imate prav, tisto je bilo pa res že na robu in resnično je bila zelo težka smer, tveganje je bilo kar dosti, nisem imel dobrega občutka. No. Pa tudi pol še, to je bilo leta 1977, smo imeli še eno našo odpravo na Aconcagua v Južno Ameriko. Tam je sicer dosti lažje, ker je Aconcagua v primerjavi s tem stenami, ki smo jih lezali, kot da bi šel na Dolško babo, na enostaven vrh. Tam pa tveganja skoraj v narekovajih ni bilo. In pa seveda pol sem še mnoga leta do teh zadnjih težav z srcem in hrbtenico, sem smučal z mojimi prijatelji cestarji, smo turno smučali, naprimer Stupkala v Maroku, z Olimpa, z Ararata v Turčiji, z Norveške. Hočem povedati, kot je Klavdij rekel, ostajamo zvesti, da o naših hribih in domačih hribih sploh ne govorim. Ampak to izhaja povajno iz te ljubezni do slovenskih hribov, do domovine, da ste se s tem sploh začeli ukvarjati, da ste vsa ta leta ostali aktivni? Ja, to je bilo kar naša način življenja je bil takrat in to sploh se nismo mogli predstavljati. Živimo v tako lepem kraju, gor, recimo vsak dan pogledamo naše hribe okoli in to ti da toliko navdiha, da ne moreš to kar tako pozabiti. Še eno posebno. Še zmeraj nas vleče v hribe. Stvar je v tem, da Klavdij sicer prihaja s Trente, to se pravi še globja dolina, še globji občutki, še večja ljubezen. Jaz prihajam z Dolgega. Kaj še kaj lepšega kot pogled z Dolgega na Julice in to ostaja za vse večne čase v srcu. No, ste še nekaj zanimivih zgodb povezanih z nami zdaj vidva, čeprav razumem, sta bila teritorialca. Tudi v času osamosvajanja sta bila aktivna, veterana vojne za Slovenijo. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, takrat smo bili vsi, praktično vse veverice smo bili v sestavu alpskega izvidniškega voda, jeseniško-bohinjskega odreda in takrat smo sodelovali tudi v osamosvojitveni vojni na področju Dolgega in Mojstrane. In takrat smo pač opravljali tisto svojo nalogo, ki smo imeli celo življenje, to za domovino smo se šli. Da smo to speljali tako, kot je treba, ne, da ni bilo nobenih neumnosti in nobenih traparij početih. Ker smo tudi tako lepo poznali se recimo iz vojaki, iz oficiri tega alpske brigade, ki je bila na Bohinjski Beli, tudi smo že prej sodelovali na teh pokaznih vajah na Bohinjski Beli, smo plezali, tam je bil ta kapetan
Lončar, ki je bil za alpinizem zadolžen, on je tudi z nami takrat sodeloval vsa ta leta prej in takrat je on tudi poveljnik v dolini, zato so zasedli te prehode in smo šli k njemu v Rateče, smo nesli pismo, da če se lahko, da grejo na občino, ne, poveljnik, da se zmenijo, da grejo vojska v avtobuse, pa v Kranju kasarno, tanke pa tiste premičnine pustijo tam, svoje osebno orožje odpeljejo in četrto noč so to naredili z Rateč, so se odpeljali v kasarno v Kranj, tako da je bilo pa gor, samo še na Korenu so ostali za 2 dni, tako da smo pa počistili dolino brez strela. To je bilo čisto po dogovoru, lepo mirno, na lep način. Zasest ste mogli neko karavlo? Karavlo smo tudi, prevzeli to karavlo isto. Smo dobili komando, da zavsedemo to karavlo. Kje točno? Ja, na Belci, tako da jaz sem poslal kurirja gor, da se predajo vojaki, a ne, da odgovor so rekli, nećemo se predati, ako budemo napadnuti, ćemo se braniti. A ne, sem rekel, ok, pa nič. Jaz povem komandantu, rekel, napadte. Sem rekel, ne, jaz ne bom napadal. Jaz grem naslednji dan gor, v Karavlo sam, osebno, ker takrat so bili delali v hidrocentralo, tam zraven sta 2 imela dostop, možno se odpeljem gor in povem vojakam, sem rekel, predajte se, pa boste šli domov, a ne, če ne bomo mogli vas napasti. In pa so pa normalno prišli, pa prevzeli. Vojaki so šli domov, pa sem rekel, nisem se jaz, tudi na misel ni prišlo, da bi kot reševalci, da bi se zdaj streljali, to spomni, to ni naše. Cel življenje pa je za sabo nosil to zgodbo. Moram to potrditi, hvala Bogu, je bil Klavdij res diplomat in je speljal kar skozi vse te dneve, kar nekaj takih težkih trenutkov je bilo, ko bi se lahko zapeli in bi bila cela dolina v krvi. Še posebno, ko so helikopteri z graničarji takrat so prileteli, in takrat, če bi to stavkali dol, bi bilo z nami konc. Pa mejni plato Karavanke, tako da je bilo, hvala Bogu, pametno se je to speljalo. Če ostanemo v teh poletnih dneh leta 1991, marsikdo ne ve, ne, ampak ti posnetki zgodovinski so se vrteli na Trgu Republike, ne, ko se je dvigala slovenska zastava, ko smo razglasili samostojno državo Slovenijo, posnetki z vrha Triglava, takrat samo trobojnica brez grba, ampak tisto zastavo na vrh Triglava s tistimi baklami ste prinesli vi, ne, mostranške veverice. Ja, kako se je ta zgodba začela? Dajte nam povedati. Kako se je ta zgodba začela? Ja, to je naša veverica Brojan je dobil komando iz, mislim, takrat iz televizije Ljubljana, da bi posneli en tak, posnet vrha z zastavo takrat za razglasitev republike. Ne vas samo malce prekinem, dajmo si kratek posnetek zdaj pogledati. Večina nas je bila iz naše postaje Gorske reševalne službe, k sodelovanju pa sem povabil tudi nekaj prijateljev sosednjih postaj. Datum, ko je moralo biti vse nared, se je neusmiljeno bližal, vremena za snemanje pa ni njih hotelo biti. Ob pritiskih iz Ljubljane sem se odločil, da poskusimo o prvem izboljšanju vremena, seveda pa še vedno v strogi tajnosti. Ko si pogledal, so dvigali zastavo pred skupščino v ozadju, na obeh stolpencah, pa te posnetki z vrha Triglava, to je bilo čudovito. Ne? Ja, povejte. No, takrat je Janez Brojan dobil to prošnjo. Zadolžitev, da organizira to razvitje zastave na vrh Triglava. On je bil zelo dober organizator po vseh stvarih, če danes je, recimo, pri GRS skozi sodeluje. No in takrat nas je vse v bistvu, mi smo bili ta sestav alpskega voda, vsi veverce takrat zraven, pa tudi še ostali z drugih reševalnih postaj sosednjih. Izbral 20-23 ljudi, mislim, da nas je bilo vseh skupaj. In je čakal na lepo vreme, kdaj bo vreme, da bomo lahko to naredili. No in pa je prišel dan 12. junija,
Smo takrat s helikopterjem nas je znesel na Kredarco, pa gor smuči seboj smo vzeli, takrat je bilo na Triglavu ogromno snega. Takrat Aljažev stolp se ni videl ven, je bil 3 metre više, je bil še sneg tako gor. Ampak so vam povedali, zakaj greste gor? Kje se bodo ti posnetki? Ja, da bomo samo zastavili, to je bilo tajno, mislim, da se ne sme preveč, da se ne sliši, da ne bo preletel kdo. Pa. Ampak ste pa vedeli, zakaj snemate? Smo vedeli, zakaj se gre, ne, da se pač ta zastavo gor razvije. Brojen je bil iznajdljiv, je naredil 3-metrske cevi, tako da je se stavil gor, ker nagrev helikopter 9 metrov dolg cev, ampak je s 3 koncev, tako da je gor smo se stavili, da je bilo 6 metrov drog, zastava 3x6 in je to vse naštimo, pa bakle je dobil sabel, pa nafto imel in tako smo pa vse to speljali, posnetek naredili na vrh. Čudovit je bilo, ja. To je čudovit, pa zvečer mrak se naredil, da še v temi to vzrihtali, pa smo prinočili na Kredac, smo to upravili, pa naslednji dan smučamo kot, tako da je bilo res enkratno. To je bilo 12. junija, mislim, mogo verjeti, da je toliko snega na vrh. Ne. Ja. Ker to je bilo res ena taka zgodba zanimiva. Zame Čase. Ja. Mene je poleg teh bakl in pa noči večera, večerni posnetek, ko je sonce zahajal, je vrgel Triglav senco po celi naši domovini. Ja. Do Šmarne gore, ja. Koleba senca. Ta posnetek je zame nekaj največjega. Skratka, v zraku je bilo nekaj posebnega. Ja. Ja. To je bilo enkraten, mislim, dogodek. Ti posnetki so se potem vrteli na Trgu Republike. Kakšen občutek? Ja, to je bil, mislim, super občutek, takrat se težko povedati. Solze ti pridejo v oči, ja. ko se spomniš nazaj. Ker smo sodelovali v tej teritorijalni obrambi že takrat vsa leta prej, ne, tu sem zgodbam. Tako da lepo je bilo takrat. No. In vse te zgodbe so danes združene nekako tudi v novo knjigo Mojstranške veverice. Velikokrat morate o svojih dogodivščinah pripovedovati, a ste že kaj naveličeni, ko se vedno tega spominjate? Ja, naveliča, to ne, to je zanimivo. Mislim, mi živimo še zmeraj v tem okolju, ki ga tudi nas sprejema, tudi spoštljivi so bliskost do nas, mislim. Kaj vam pomeni nagrada za življenjsko delo, ki ste dobili? Ja, to sej se niti ne predstavljamo. Jaz se sam govorim zdaj zase, ampak jaz nimam občutka, da sem bil sploh, da smo vse to naredili in da smo vredni take pohvale, ker se je nam takrat to zdelo čist nekaj normalnega. Samo reševanje, samo plezanje, samo reševanje, tako kot večkrat ponavljam, je bilo tisto ta pravo in delo. Ker plezanje, to je bilo samo en veselje in pa eno olajšanje po vseh tistih norih bitkah ali v življenju, ali v službi, ali pri reševanju. To je bilo pa res odrešenje, se temu reče, in je bilo to. Noben napor ni bil to. Še to bi povedal, ta zgodba, ki je zelo dolga, ne? Mislim, to je toliko, kaj govoriš cel teden od nje. Tudi vmes, že takrat smo nastali veverice, recimo v Sloveniji je bilo alpinistov tiste čase, smo se poznali praktično med sabo vsi, tega še in še, a ne. Ampak takrat je bilo čisto drugače. Recimo, če se spomnimo, leta 68, kdaj sta ostala Barbka Ščetin in sta ostala v švicarski steni, pic zbadile, to je bilo avgusta, mislim, zapadel sneh in 3 dni sta bila v steni že in takrat, mislim, kakšno čas so nam izkazali ljubljanski reševalci takrat. Tam je bil problem v Švici, kdo bo šel reševati. Švicari so vprašali, kdo bo plačal reševanje takrat. In so nas poklicali z Mojstrane prejšnji dan, pridite v Ljubljano na Planinsko zvezo, boste šli v Švico reševati. Pride policaj nas obvestiti gor. No in zjutraj pridemo v Ljubljano, da bomo šli pač v Švico reševati in čakamo na zvezi pogovor z ambasadorjem v Švici, pa čaka tam predsednik Potočnik, Miha je bil takrat, ne, in sporočijo Švice, da bo
plačal en slovenski v Švici dela, en inženir, da bo založil plačilo za reševanje. A ne? In takrat nam ni bilo treba. Bili smo pa pripravljeni že takrat tle na zvezi, da bomo šli. In takrat smo imeli ta helikopter Burduški, zdaj v muzeju, tisti bi letel recimo do spod gor, ne vem koliko, do 2000 komij, a ne. Pa s kombijam ostali ljubljanski reševalci. Takrat so nam ljubljanski reševalci dali tako čas, da so nas poklicali. Zaupali. Recimo, da so nam zaupali. To se nam je dobro zdelo. Pa tudi, recimo, smo v stenih so pozim preplezali Kunaver, Šraub, pa Tonač, Čopov stebr, to je bilo 8 dni trajala tura, 6 ali 7. Ta 8 dan so prišli ven, ki je sneg zapadel. In takrat smo šli iz moje strane v Bohinj, pa v zadej na Velo polje iz Bohinja. Rešvat nas je bilo gor, meni sedi 30 vseh skupaj. In mojstranški vevrci, smo bili 4 takrat, smo imeli upremo, seboj to železno vitlo, pa 200-metrske žične zajlete, jeklenice, pa vso upremo, da če bo treba iz stene, jih vam potegniti. Takrat so imeli nas s sabo za to. Mi smo še lepoj vedeli. Potem, ko sem vedel, jaz sem vzajlo 15 kg, koliko je ena v rukzaku, pa brojan, pa to vinto težko, smo nesli takrat gor. O predstavitvi knjige, že v moj strani ste se pošalil. Takrat smo plezali v Himalaji s takšno opremo, s katero danes še vrta ne bi več vkopaval. Skratka, tehnologija pa je v vseh teh desetletjih napredovala. Neverjetno napredovala. Če vzamo takrat cepine, so bili tako le ravne, zdaj imaš pa tak, da plezaš lepo tako. Tudi jaz sem prvi tečaj delal, še klasičen za plezanje v ledu, cepin, navaden cepin pa dereze, to je bilo vse, pa si to uporabljal. Je pa v take ledene stene, pa slapove, pa na moreš s temo. Je pa, če je le možno, danes zgodbe mojstraških veveric pripovedujete skupaj. Še enkrat povem, že v našem studiu ni več prostora kot za 2 osebi, tako da sta danes samo vidva tukaj, ampak ste ostali vsa ta leta in do danes veliki prijatelji. A pride trenutek, ko greste vsi 4 skupaj še vsaj na kakšen kucelj? Ja. Klavdij gre, Klavdij še, ker Klavdij še smuča, Klavdij je res in se reče temu. Ja. Nažalost, jaz z mojimi bypassi in zlomljeno hrbtenico ne gre več. Janez Brojan ima tudi te težave. Janko Ažman je pa še kar aktiven, je na kolesu. Še srečujemo se na naših, smo še vsi reševalci, 3 in tako da se mi redno srečujemo. Zdaj bo občin zbor. Jutri zvečer se srečamo in zdaj v moji strani smo odprli, smo zgradili v 2 letih ene prostore, kjer se srečujemo prvič po desetletjih, imamo svoje prostore in je spet priložnost za srečavanje. Zakaj priporočate ljudem, da obiščejo festival gorniškega filma? Ja, to je zelo zanimiva stvar. Mislim, tam se razkrije čudovite stvari, mislim, od zgodovine pa. No, še to smo pozabili povedati, mi smo sodelovali vevrce tudi pri tem oddaji Goren ljudje praktično 5 let, ali pa še več, kar je trajala akcija. Jaz sem bil približno pri 60 oddajah zraven pri snemanju. Nosil sem kamero, pa sem varoval snemalca, pa vse te akterje, ki so zraven delali. Tako da smo pa Janko, pozneje, jaz sem mu tudi težave s hrbtenico, takrat vmes sem bil tudi na operaciji. Pa Janko prevzel, tako da smo brojani že tudi začetka vmes. In kada smo rabili več ekipe, sem zmeraj naredil logistiko, da sem pripravil ljudi, da je 2 sta bila za kamermana, 2 za tonskega mojstra, tako da je vsak mu svoje ljudi, smo plezali recimo na Jalovc pozim, smo posneli to zgodbo v Kugija, ki je prvič pozim šel zimsko turo na Jalovc, pa Tuma preko slovenske smeri na vrh Triglav, to smo prenočili v sten, mislim, cela ekipa. Vsi smo bili zraven takrat, Brojan, pa Ažman, pa jaz. No in pa še ostali naši alpinisti, tudi sem jih nabral. Tako da smo skozi sodelovali s to ekipo, tako da je bilo takrat narejenega veliko tudi zgodovine posneli od naših alpinistov, ki jih ni več tudi. Ja, zame pomeni ta festival to, da smo v korak s časom tudi pri nas.
In resnično Silvo Caro zasluži vse pohvale, da to še vedno vzdržuje. Te filme spremljati zdaj je neverjetno, ker tako kot smo že rekli danes, kako se jo skozi našo generacijo, kako se vse spreminja in kakšen napredek ima alpinizem, ga doživljamo. Čisto za konec, gospod Habjan, ki je urednik Planinskega vestnika, ki je tudi napisal knjigo o vas, o Mojstranške Veverice. To je bila njegova ideja, da napiše to knjigo. Ja, on je prišel s to idejo, da bi bilo dobro, da bi to zgodbo spravili na papir, ne? In pač mi smo vprašali, če se strinjamo, in smo pač vsi malo prekimali, da bi bilo to lepo, ne? Ker je bilo to dost. Ampak teh zgodb je bilo ogromno, kako mu jih je uspelo spraviti v eno knjigo? Ja, se to v glavnem smo sestavili, mislim, te članke smo imeli svoje objavljene že v Planinskem vestniku, pa v Železarju takrat. Jaz sem takrat že začel prve ture pisati v Železarju, kot nadaljevanke pa takle. Pa vsi ostali, Brojan, pa Janko. Tako da smo tega materijala že not v knjigi, tudi od reševalnih akcij, pa od plezalnih prvenstvenih vzponov smo jih naredili. Take zanimive stvari, ne. Ja, v glavnem je bilo napisano, pa kljub temu se je trudil več kot eno leto. Da je to sestavil. Res. Zelo dobro se je odrezal, če knjigo vzamete v roke. Me preseneča kvaliteta in kvaliteta fotografij tudi. Tako da se mi zdi, da je to res ena zbirka, en almanah, ki kaže skozi eno določeno, skozi naše obdobje napredek. Ja, in marsikdo verjamem, da si jo bo z veseljem prebral. Jaz sem jo že začel brati, pa je zanimiva. Spoštovana gosta Mojstranški Veverici, hvala za obisk na Domovini. Hvala lepa za povabilo. Vse to so bile zelo zanimive zgodbe, še več jih je seveda v knjigi Mojstranške Veverice. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Vidimo se prihodnji teden.